Nebeški Oče, maziljenje Svetega Duha, te prosimo pri tej homiliji, naj bodo srca nagovorjena, duše nahranjene in naš duh naj bo dvignjen v trdni veri in upanju in ljubezni. Amen. V Jezusovem imenu. Amen. Današnja Božja beseda nam govori, Božja beseda je večna, je življenje. Za koga? Za tistega, ki se v njo poglobi. Če gremo v besedo, srečamo Boga. Srečamo Boga. Kega srečamo? V svoji duši, svoji notranjosti. Ko se mu približamo s pozornostjo, razumevanjem, potrpljenjem, potrpežljivostjo in poglobitvijo. Takrat ga srečamo. Takrat postavljamo sami sebe na pravo mesto. Današnja berila govorijo o osvoboditvi, rešitvi, o cilju, ki je osvoboditev in rešitev. To je naš cilj. V prvem berilu beremo o Izraelcih, pa ne več o Mojzesu, ampak o Jozuetu ali Jošuah ali Jezus. Jezus je njegovo ime Jozue. In ne več Mojzes, tisti glavni rešitelj, ampak Jezus, bivši vojskovodja. In pravi, Bog je rekel njemu, danes sem za vas izbrisal egiptovsko sramoto. Torej gre za neko prelomno zadevo. Sramota je izbrisana. In je to pravzaprav cilj. To je rešitev. Sedaj več ni te sramote. Sedaj ste svobodni. In so obhajali zvečer Pasho. Pasha je bil spomladanski praznik, ne vem, setve, kakorkoli že prej, ampak za njih je bil Pasha, v bistvu veliko noč, izhod. Oni so praznovali ta izhod iz dežele sužnosti. To je bil njihov praznik, njihove rešitve, njihove osvoboditve, zmaga in rešitev. In so jedli prvič, po tem, ko so šli ven, so jedli nekvašeni kruh in praženo zrnje iz dežele, kjer so bili. Spomnimo se, 40 let so hodili po puščavi. Mojzes je umrl in zdaj, kjer so pač tam bili, so si nekaj tudi posadili, posejali in so zdaj prvič to uživali. In zanimivo, mana je pa prenehala. Konec je bilo s tisto mano, s tistim čudežno hrano, nekih dreves, karkoli, s katero so preživeli nemogoče situacijo v puščavi. Bog ima vse pripravljeno za tiste, ki hočejo biti z njim. Tudi nam ne bo več potrebno, ko pridemo do končnega cilja našega življenja, delno smo pa že sedaj tukaj, ko nam je greh odpuščen in smo v Božji pravičnosti. Ko pridemo do nebes, ne bomo več vzivali svetega rešnega telesa, kajti takrat bomo na cilju, takrat ne bomo več uživali te nebeške mane, ampak bomo zrli Boga iz srca, duše, iz oči naše, iz naših oči duše, bomo zrli Boga in ga gledali. Gre za osvoboditev, je cilj Božjega delovanja. Kakšna osvoboditev? Osvoboditev, ko ne vidite, da smo v norem svetu, da je greh vse posod vlada, da smo ljudje, padli ljudje, ki smo nagnjeni k zlu, da se borimo z skušnjavami, da prihaja non-stop trpljenje v enem valu in drugem valu naprej. To je potrebno rešiti, osvoboditi in o tem govori psalm, okusite in spoznajte, torej izkusite, ne samo okus, izkusite, kako dober je Gospod. Izkusite, najprej pa moramo priti k njemu, da bo z Gospodom naša duša. Ali je tvoja duša z Gospodom? Imaš mirni pogled v Boga? Ali poznaš Boga? Kaj to pomeni? Govoriti o Bogu? Ne. Poznati Boga pomeni okusiti Boga, okušati Boga, biti z njim v mislih, besedah in dejanjih, v svoji duši, svoji notranjosti.
To pravi psalmist, v Božec je klical, Gospod ga je rešil. To je zgodba tistega, ki hodi resnično za Bogom, da vidi Božje delovanje in Božjo rešitev. Enako drugo berilo, gre za osvoboditev, rešitev. Kristus svojo žrtvijo, svojim oče, ki rešuje, se pravi Jahve rešuje, Jezus, ime očeta je pa Jahve, oče nas rešuje, je ime Jezusa Kristusa. Nas je rešil in spravil, Jezus nas je spravil z očetom. Tako smo mi Božja pravičnost v njem. Nastala je sprememba, v Kristusu smo nova stvaritev, torej prišli smo do osvoboditve, prišli smo do rešitve. Nekako notranje, globoko v svoji duši in v svojem srcu smo našli rešitev, smo našli pokoj, smo našli Kristusa in s tem izkustvom največje globine in svobode v nas lahko sedaj premagujemo ta svet in zmagujemo do vse polnosti, da se spreminjamo do nebes, do polnosti starosti Kristusove, pravi apostol Pavel. Naše življenje, če smo v Bogu, je stalno napredovanje, stalno na višjo stopnjo gremo iz slave v slavo, pravi Božja beseda. Če ne gremo vedno na boljše, kljub vsem težavam, bitkam, premagovanjem, hudičevim napadom, skušnjavam, če po teh bitkah, ki jih ko premagamo, ne gremo na višji duhovni nivo, bliže Bogu, potem nismo na pravi poti. Če se nič ne spremenimo pri glavnih grehih, nismo na pravi poti. V bistvu nazadujemo in si nakopavamo še dodatno težo. Moramo spremeniti naše grešno govorenje, grešne delovanje. Moramo. Tako je govori tudi evangelij o rešitvi, o cilju, o osvoboditvi. Namreč sin je bil napuhnjen, daj mi imetje, ki mi gre, nič mu ne gre, ampak daj mi imetje, ki mi gre. In potem je hotel imeti premoženje namesto ljubezni, namesto varnosti, namesto poštenosti, namesto spoštljivosti, namesto razumevanja, hotel imeti denar. Tako tudi danes človek hoče imeti denar. In se lahko obogatiš, ampak na krivičen način največkrat se obogatimo. In potem, ko imamo denar, pa ne znamo z njim ravnati, ne vemo, kaj naj z njim naredimo, ali bi samo uživali. In takrat zapravljamo svojo dušo, zapravljamo svoj smisel našega življenja. Tako je ta sin vse zapravil, kar je zahteval od očeta, in je prišel na točko, ko je izgubil vse. Ni bil več sin, ni imel več denarja, ni imel več življenja in ostalo mu je samo še trpljenje. In takrat, ko nam ostane samo trpljenje, hvala Bogu, če smo takrat pri zdravi pameti, rečemo, vrnil se bom k očetu, vrnil se bom k Bogu. Ali pa postanemo še večji zločinci. Bog ne daj. Torej, ko nimamo več drugega kot trpljenje, ne smemo postati zločinci, ampak rečemo, vrnil se bom nazaj k očetu. Božji ljudje imajo v sebi življenje, Božji ljudje imajo v sebi potrpežljivost, Božji ljudje imajo v sebi ljubezen. Vstal bom in šel k očetu. Oče je Bog. Po načrtu očetovem, ki nas odrešuje v Jezusu Kristusu. Cilj je osvoboditev. In ko mi resnično pridemo iz srca in vemo, da prihajamo k Bogu, takrat reče Bog, dajmo prstan na roko, dajmo obleko, dajmo čevlje, vrnimo dostojanstvo mojega sina, moje hčerke, Božjega otroka. Naj bo on to, kar sem si jaz zamislil za njega. In pošljemo angele, da ga čuvajo na tej poti, kateri on se odloča zame.
ko na tej poti dobimo novo moč, novo odrešitev, novo pravičnost, kako pravi tudi drugo berilo, kdor je v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo. Grešniki so tisti, ki se spremenijo v Jezusu Kristusu in se približajo Bogu Očetu. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. V nebesih bo večjo veselje nad enim spreobrnjenim grešnikom, kakor nad 100, ki mislijo, da so pravični in se imajo za pravične, pa se ne obrnejo k Bogu. Zato pravi Jezus, prešuštnice, pocestnice bodo prej prišle Božje kraljestvo, kakor vi. Tiste, ki jih mi danes zaničujemo, pa se vseeno obrnejo k Bogu, bodo pred nami v nebesih. Pred nami v vicah, če bomo sploh tja prišli. Bog se nas usmili. Cilj je osvoboditev, rešitev. Zakaj? Kajti svet je izgubljen. Svet je nor, človeštvo je padlo, samo za prešuštvo gre, za denar in še vedno je svet pod oblastjo faraona, demona, ki ga vlada, hudiča, lahko rečemo. Svet je pod oblastjo hudiča. Nimamo vsega na pravem mestu. Tako ljudje mislijo, da bodo pač lahko živeli naprej v prešuštvu, kako sem se pogovarjal z eno osebo, in da bo to je v redu, potem pač to me izpolnjuje. In tudi, če imajo neko kesanje, pa se želijo drugim opravičiti, sta oba v prekletstvu. In moški in ženska, ki sta v prešuštvu. Stvari niso enostavne. Nič samo ne umremo in zdaj bom pa umrl, pa lepo, me ni več, pa bo to. Tega ni. Za vsa dejanja bomo dajali odgovor. Tudi za prešuštva. In Bog se nas usmili, da bi umrli v grehu. To se ne sme zgoditi. Nimamo vse na pravem mestu, ne dušo, ne srce. Naša duša je odmaknjena od Boga. Naše srce je daleč stran od ljubezni. In pravi Jezus, vidim vas, farizejem, pravi, vidim vas, nimate v sebi Božje ljubezni. Kaj bi to pomenilo? Da je Božja ljubezen v njihovem srcu, da oni živijo. In jih je obsodil, kajti v njihovem srcu so bili demoni denarja, užitka, krivičnosti in predvsem lastnega ega in lastnega uspeha. Smo še na poti. Zato pravi, iskal sem Gospoda v današnjem psalmu in Gospod se me osmilil. Torej, s povedjo, s iskanjem Boga, razumevanjem Božje poti se mi še vedno premikamo, vedno bolj na tem svetu do Božjega obličja. Amen.